Lokalna samouprava postaja vedno bolj zanimiva in aktualna. Prav te dni se je končalo drugo branje zakona o lokalni samoupravi v državnem zboru. Lahko bi rekli, da je bilo precej burno in da je padlo kar nekaj novih predlogov. Ker naj bi tudi Medvode postale svoja občina, je za nas, bodoče občane, gotovo pomembno, da spremljamo dogajanje na tem področju. Da je stvar resna, potrjujejo tudi datumi, ki se postavljajo za izvedbo določenih aktivnosti. To je referenduma ali volitev, ki naj bi se izvedle marca ali aprila prihodnje leto. Za boljšo razlago omenjenega zakona pa smo poprosili poslanca in podpredsednika državnega zbora, gospoda Miroslava Mozetiča. Gospod Mozetič, včeraj je bilo drugo branje zakona o lokalni samoupravi, pa glede na to, da naj bi bila tudi Medvode svoja občina, me zanima, kaj se je sprejemalo oziroma o čem ste govorili na tem branju. Ja, res je, včeraj smo imeli tako zvano, kot po poslovniku rečemo, drugo branje zakona o lokalni samoupravi in tudi o volitvah v lokalne skupnosti. Zdaj, razprave je bilo kar precej, glavne teme oziroma glavno vprašanje, o katerih se je razprava vrtela, se je predvsem nanašalo na to, ali ne bodo v zakonu kriteriji opredeljeni za ustanovitev občine nove. To pomeni, da so določeni vsaj neki minimalni kriteriji, katere more tisti kraj oziroma kraji, ki želijo postati občina, izpolnjevati, da lahko postane občina. Precej besedi je bilo tudi o nalogah oziroma pristojnostih, ki naj bi jih občina imela, in pa potem seveda tudi o tem, kako naj se župana in občinski svet voli. Pa precej govora je bilo tudi okrog financiranja, koliko so določbe urejene, ali dovolj ali ni dovolj v zakonu z tega področja. Najbolj burno je pa bilo seveda debata okrog prehodnih določb, ki so pomembne v tolkem, ker govorijo o tem, v kakšnem času naj se lokalna samouprava izvede v življenje. To pomeni, do kdaj bi bilo potrebno ustanoviti nove občine. Okrog tega je bila debata najbolj razburljiva in tam so v tem trenutku je prišlo do nekega kompromisne rešitve, tako da bo pogovarjanja še precej do naslednje faze, tretje, ko se zakon pa v tej tretji fazi dokončno sprejme. Zdaj, če bi morda na kratko povedal, morda mojo oceno za Medvodčane, bo gotovo zanimivo to, ker, kakor vem, je precej zanimanja v Medvodah, da bi čim hitreje svojo občino naredili. En malček se bojim, čeprav mislim kljub vsemu, da zadeva kljub vsemu se ne bo preveč oddaljila, da so nekatere težnje, da bi v prihodnjem letu enostavno ostali pri starih občinah. Kar pomeni, da bi v aprilu, to je še dodaten problem, ker so prihodnje leto aprila volitve v občine, da bi šli voliti na volitve v stare občine. Kar pomeni za Medvode, občina Šiška, če povsem pri starem ostanemo, in mesto Ljubljana, kar je še bolj čudno, bi človek rekel, ker je mesto razdeljeno. Dočem druge težnje so pa kljub vsemu te, da bi le poskušali čim hitreje ustanoviti nove občine, s tem pa pomeni, da bi mandate tem skupščinam, ki so morali nekako podaljšati, ker do aprila je skoraj nemogoče izpeljati vse te aktivnosti, in da bi prišli do novih občin. Zdaj, ta amandma, ki je bil in o katerem je bilo včeraj največ govora v parlamentu in je dobil različna imena, od hibridnega, nečistega in ne vem kaj, poskuša v bistvu ravno to rešiti, čeprav se strinjam, da ni morda najbolj čista rešitev, ker predvideva tako, da bi morali skladno s postopkom, ki bo določen v posebnem zakonu o referendumu za izvedbo
tega zakona o lokalni samoupravi oziroma za ustanovitev novih občin. Tam predvideva, da bo župan moral najprej sklicati zbore krajanov v vseh krajevnih skupnostih. Ti zbori krajanov se bodo odločali o tem, ali sploh želijo iti v novo občino in v kakšno občino. Če vzamemo spet za Medvode, 5-6 krajevnih skupnosti, ki so nekje predvidene za bodočo občino Medvode, bodo morali pač ti ljudje na teh krajevnih skupnostih, na zborih krajanov, se odločiti, da so za to, da se gre takoj v novo občino in v občino Medvode. Na osnovi tega bi potem prišlo do konca marca do referenduma za novo občino in do konca leta bi bilo treba to novo občino ustanoviti. Zdaj, tukaj lahko nastane vprašanje in to vprašanje nejasnosti ga bo treba do konca razčistiti, da bomo vsi enako zastopili, če bi slučajno ta določba obveljala, da praktično, če en del občine se odloči za ustanovitev nove občine takoj, pomeni, da pač cela tista občina mora iti v reorganizacijo, v ustanovitev nove občine. Ne more en del občine iti v novo občino, drugi del pa se odloči, da ostane še kar stara občina. To vsaj po mojem mnenju ni možno. Se pa bojim, da se različno zastopi ta določba in zato tudi z tega razloga bo potrebno to določbo do končnega sprejema zakona toliko razčistiti, da bomo vsi enako zastopili to določbo. Zdaj, ker sicer so pa variante, dve drugi varianti, kako bi prišli do novih občin, so pa take, da zakon enostavno določi in se potem tudi mandate podaljša in da se gre v vseh občinah do konca leta nekako, ali pa en predlog je do recimo aprila 1995. Drugi predlog je pa tak, da se gre aprila naslednje leto v volitve v stare občine, vendar v občinske svete, ne v te 3 domne skupščine, ampak v svete, tako kot jih predvideva zdaj nov zakon, in se potem v določenem roku 1 leta ali pa 2 let, tudi tukaj so roki različno postavljeni, pa reorganizira te občine po novi zakonodaji. Kako pa bodo potekale volitve v občinske svete in za župana? Ja, za volitve vsaj tako, kot je zdaj bilo v tej fazi sklenjeno oziroma sprejeto, bi imeli v občinah, ki so manjše, nekje približno do 3000 prebivalcev, to je v občinah, ki bi imele manj kot 12 občinskih svetnikov, bi bile volitve po večinskem principu in tudi župan bi se potem volil direktno, kar pomeni, da bi v teh malih občinah župana volili ljudje neposredno. V vseh ostalih občinah, ki so pa večje, ki imajo večje občinske svete, večje število prebivalcev, bi bile volitve po proporcionalnem sistemu in župana bi potem izvolili izmed sebe občinski svetniki. Zdaj morda za povedati, proporcionalni sistem je praktično približno to, če ne povsem enako, ampak približno to, na tak način potem bi tekle volitve, če vzamemo spet Medvode. Medvode imajo preko 10 000 prebivalcev, to pomeni, da bi bil po zdajšnji, tako kot je zdaj po drugem branju v zakonu, volitve proporcionalne. Izvolili bi po zakonu, mislim, da bi prišlo tam nekje med 19 in 23 člana občinskega sveta in pa ti občinski svetniki oziroma občinski svetovalci, mislim, da je bolj prav, bi izvolili župana izmed sebe. To meni ta dvojnost je zdaj pri teh volitvah. Mislim, da je to na nek način tudi dobro v manjših občinah. Nekako je pride do izraza neposredni odnos do ljudi, do župana in do občinskih svetovalcev. V večjih občinah je to malenkost težje, ampak skratka, ta dva sistema volilna bi bila. Za Medvode pa, kot sem že rekel, bi prišlo, glede na to, kar je zdaj, bi prišel v poštev proporcionalni sistem in župana bi potem svetovalci izvolili izmed sebe, glede na to, kako bi pač razmerje moči bilo v samem občinskem svetu. Pričele pa so se tudi aktivnosti v starih obstoječih občinah. Tako je gospod Stanislav Žagar sklical sestanek predstavnikov krajevnih skupnosti, katere naj bi po novem sestavljale bodočo občino Medvode. Te pa so krajevna skupnost Medvode, Preska, Pirniče, Smlednik, Zbilje, Senica, Vaše Goričane, Sora in Trnovec Topol. Že takoj na začetku se je videlo, da so mnoge zadeve še zelo odprte in zavite v meglo.
Predstavnike predvsem skrbi financiranje in pristojnosti, kajti v zakonu so napisane samo naloge, ne pa tudi pristojnosti, kako priti do denarja za izvršitev le-teh, kakor je izjavil gospod Marjan Stanič. Nekateri pravijo, da so Medvode najbolj izoblikovana bodoča občina, ki ima tudi že korenine v preteklosti, ter da ni nobenih zadržkov za njeno ponovno ustanovitev. Občina Medvode naj bi štela med 13 do 15 tisoč ljudi, kar pa je seveda odvisno od volje krajanov. Sveti krajevni skupnosti naj bi sklicali zbore krajanov, na katerih bi se odločilo, ali iti v referendum za novo občino ali pa izvesti volitve v stare. Tukaj je izjema krajevna skupnost Pirniče, kateri krajani so se že odločili za vstop v novo občino in to kar s 84%. Lahko bi rekli, da so lastni prihodki bistvenega pomena o tem, kakšna bo občina in kakšne pristojnosti bo imela. Ali če zaključim s pregovorom, ki ga je izrekel gospod Lah, ne leži v orodjih, ampak v možeh. Na podlagi zakonodaje in rokovnika, ki ga je sprejel državni zbor, so se tudi v Medvodah pričeli zbori krajanov v zvezi z novo lokalno ureditvijo. Pričakovati je bilo, da bodo razprave precej burne in tako je tudi bilo. Do danes so bili zbori krajanov v 3 krajevnih skupnostih bodoče občine Medvode. Razpravljalo pa se je o tem, v katero referendumsko območje naj bi se vključila posamezna krajevna skupnost. Na Katarini ni bilo nobene dileme, nekoliko ostrejša pa je bila razprava v Zbiljah. Najbolj zanimivo in malo dramatično pa je bilo v Smledniku. Mnogi so hoteli svojo občino in izid glasovanja je bil zelo tesen 25-18 za občino Medvode. Približne meje nove občine so tako že začrtane, seveda pa se bo resnična volja ljudi pokazala na referendumu v mesecu maju. Gospod Mozetič, videvamo vas v Medvodah na zborih krajanov. Kako bi ocenili te zbore? Ja, zdaj sem bil na 3 zborih, ki ta teden tečejo in še na neki zboru računa MIT, zadnjega v ponedeljek bom uspel tudi v svoji krajevni skupnosti vaše Goričane. Ja, različno je teklo zdaj na teh 3. Na Katarini recimo so bili ljudje, v glavnem ni bilo večjih vprašanj in dvomov v to. Gor so bili tudi zraven iz vasi Belo, ki bi v bistvu je zdaj v Viški občini. V Smledniku je bilo nekoliko bolj živahno, sta bila 2 mnenji v bistvu različni, precej močno glasno mnenje, da bi bil Smlednik svoja samostojna občina, z velikim strahom, da so Medvode nek bav, da jim bodo v bistvu škodili. In tukaj v Zbiljah, ker je bilo tudi nekaj vprašanj, vendar na koncu se je izkazalo, da noben ne dvomi v to, da bi bila medvoška občina uspešna. Gospod Mozetič, kaj odgovarjate krajanom, ko vas sprašujejo, kakšna bo bodoča občina, ali bo bogata ali revna? No, jaz mislim, da ti kraji in po podatkih so bili objavljeni tudi v materialih za občine, sicer že mislim, da 2 leti nazaj, ki so določeni statistični podatki, so kraji, ki spadajo pod bodočo medvoško občino, mislim, da kar bogati kot taki in gledano z vidika stanovanjskega fonda, komunalne opremljenosti. Tako da moje prepričanje je tako, da občina Medvode, ki bo v bistvu ena večjih občin po tej reformi, ima vse možnosti, da je to ena zelo, ne bom rekel bogatih v tem smislu, kot ne vem, da je to občina bogatih ljudi, ampak občina, ki bo lahko zagotavljala dovolj dober ta splošni standard svojim občanom. Zbor krajanov v krajevni skupnosti Medvode je potekal 14. marca, torej en dan po preteku roka, ki ga je določil državni zbor. Razprava je bila zanimiva predvsem zato, ker so nekateri Medvoščani dvomili o pravilnosti ustanovitve nove občine Medvode. Na koncu pa je glasovanje pokazalo drugače. Večina se je odločila za referendumsko območje Medvode. Gospod Izlak, kako bi ocenili današnji zbor tukaj v krajevni skupnosti Medvode? Ja, če bi zdaj po tej 1,5 uri
sedenja oziroma razprave strnil vse te misli, bi lahko rekel, da ga ocenjujem pozitivno. Pozitivno z tega vidika, kajti v razpravi so bile nakazane tako, da rečemo pozitivne, optimistične misli in želje po novi občini, kot seveda tudi nekaj kritičnih vprašanj oziroma, da rečemo, pesimističnega razmišljanja, in sicer z vidika tega, kar je v bistvu več ali manj jasno, to je znano tudi po vseh razpravah, televizijskih časopisih, da na vrsto vprašanj ni danih še konkretnih odgovorov. To je predvsem na področju financiranja, pristojnosti, premoženja. To so pač vprašanja, katere ljudi zanimajo. Na večjih zborih krajanov se je pojavilo vprašanje, kje bo nova upravna stavba bodoče občine. Ali mogoče veste kaj o tem? Ja, jaz sicer nisem sodeloval na drugih teh zborih oziroma razpravah, vendar nekako po mojem razmišljanju in pa tudi po mišljenju drugih, jaz mislim, da je to pač najbolj primerno kraj ali pa mesto Medvode kot take in tudi objekt, v katerem danes dela krajevna skupnost, ki je nekoč že služil kot občinska stavba, jaz mislim, da je povsem primeren in možno organizirati pač delo občine v tem objektu. Seveda treba bo pač predhodno ugotoviti, koliko prostorov se bo rabilo, kakšni bojo pač te, da rečemo, občinska uprava z številom zaposlenih, z dejavnostjo, in da se pač temu primerno pravčasno zagotovijo te prostori. Kajti namreč te prostori danes niso prazni, so pač zasedeni in se v njem odvijajo in bo treba pač te priprave pravčasno izvesti. Podatke o zborih krajanov na področju občine Šiška pa je podal Lojs. Prvi polčas pri oblikovanju nove lokalne samouprave se je s pravkar končanimi zbori krajanov, na katerih so se odločali o referendumskih območjih, zelo na hitro prevesil v drugi polčas. Na referendumskih glasovnicah bo zato samo eno vprašanje: ali ste za to in to občino ali ne. V Šiški se je pojavilo dvoje vprašanj, do kam bo na severu segala mestna občina in kako se bodo povezovale dosedanje severne krajevne skupnosti. V Smledniku je bil rezultat zelo tesen, a so se vendarle odločili za Medvode in s tem je severna meja medvoške občine, ki bo tako po površini ter s približno 13.000 prebivalci ena izmed večjih v Sloveniji. K njej bi se rada priključila tudi vas Belov po Hograjskih Dolomitih, ki je sedaj sicer v viški občini, toda z vsem, od ceste do pošte je vezana na medvoški konec. Dokaj presenetljiv je bil rezultat v Šentvidu, kjer so se v vseh 4 krajevnih skupnosti tega območja, v Stanežičah, Mednu, Vižmarjih, Brodu, Guncljah, Mali Vižmarjih in Šentvidu odločili celo za enotno referendumsko območje, ki bi tako obsegal vso bodočo občino, ki se bo imenovala Šentvid nad Ljubljano. V Gameljnah in Tacnu pa je bil rezultat praktično neodločen. Prvi so se odločili za priključitev mestu, drugi pa za samostojno občino Šmartno pod Šmarno goro in zato bo verjetno potrebno usklajevanje. Samostojna občina bodo tudi Vodice, kamor se bo priključila tudi krajevna skupnost Bukovica-Šinkov-Turn, kjer so nekateri zagovarjali tudi idejo povezovanja z Mengšom. Gospod Žagar, kako komentirate izide referenduma za bodoče občine Medvode in Vodice? Ja, komentar je o tem negativnem izidu najbrž težek, ampak jaz bi rekel, da jaz morda niti nisem bil presenečen, kot so bili mnogi drugi, kajti en teden, mogoče 14 dni pred tem sem dobil več telefonskih pozivov. Ljudje so rekli, zakaj ne bi poglasovali za, saj bo še slabše, pač oblast bo preblizu, ne bomo mogli fušati, ne bomo mogli tega, občina bo iskala davke na vseh mogočih variantah in je boljš, da pač ostane tako, kot je. Toliko bo birokracije in tako dalje. In ljudje so pač, bi rekel, padli na čist na tem praktičnem problemu, pač pot v neznano. Zdaj, spraševali so me tudi,
Zakaj recimo ena stran je propagirala proti, zakaj ni druga stran propagirala za? Jaz bi rekel, tista stran, ki je propagirala proti, je gradila na dejstvu, da so stare občine dobro funkcionirale. Druga stran, ki bi pa želela manjše občine, da govorim na splošno, pa ni imela nobenega orožja, s katerim bi hvalila nove občine, ker državni zbor tega ni omogočil, ni povedal ne financiranja, ne pristojnosti, ne nič. Zato pač je logično, zakaj ta zadeva ni uspela. In kolikor sem danes videl, državni zbor se zaradi tega ne razburja preveč, ustanovili so komisijo, vodijo Tone Peršak, ker pač obrazložitev je bila taka. Referendum je bil tako poizvedbeni, to pomeni pač testira se javno mnenje, ne glede na to, kaj bodo ljudje rekli, je zadnji, ki bo določil meje nove občine državni zbor. In današnji komentar je bil, da bo državni zbor bo imel ne tako težko delo, da izgleda, da bo res prišlo do tistih predvidenih 163 občin. Edina težava, ki bo nastala zaradi referendumskih izidov v tistih občinah, tam malih, recimo Rakitna in te male vasice, ki so po 500 ljudi, ker pač njim pa ne bodo mogli prepovedati imeti občine, ker so pač na referendumu bili za, ker vi veste, da večino občin v Sloveniji bilo pa proti, a ne. Tako da za same Medvode mislim, da jih bo državni zbor določil z odlokom. Zdaj, koliko bodo velike, je več ali manj že znano, mogoče bomo uspeli še pridobiti Stanežiče, Medno Dvor, kajti oni nikakor ne želijo pod Ljubljano, ker vejo, da so poligon za pozidavo in jaz se s tem z njimi strinjam. In mislim, da bi oni bili čist dober del, da bi obogatili novo občino Medvode. Kaj pa Vodice? V Vodicah sem pa jaz pričakoval negativen rezultat. Pač po vsem tem, ker sem v enem letu predelal na tej lokalni samoupravi, mislim, da so se ljudje zavedali, da prvič so bila nasprotja med Bukovico in Vodicami. Že to je ljudi vodilo v negativen rezultat, ne. Drugo pa ljudje so se nekako zavedli, da nimajo neke osnove, nimajo nekega potencijala, od katerega bi živeli in so rajši izbrali sigurno pot. Veliko polemike je bilo okoli občine Šentvid, tudi po časopisih. Kakšna je situacija zdaj? Kaj novega? Ja, Ustavno sodišče je vse tiste pritožbe zavrglo, tudi mojo in Šentviščano in vseh. Zdaj oni so imeli ločeno zbiranje glasov, štetja, ne, v Šentvidu samem, Vižmarje, Brod, Stanežiče, Medno so bili rezultati pozitivni, se pravi v smislu svoje občine, proti Ljubljani okrog 60%, Guncle, Male, Vižmarje so bile za Ljubljano, prav tako so bili za Ljubljano v Šmartnem, v Tacnu in na Gameljnah. Torej jaz mislim, da že ta rezultat, ki je bil tako razgiban, ne, levo in desno, jim daje malo možnosti, da bi, ker oni so predvidevali, da bodo vse krajevne skupnosti glasovale proti, ampak skoraj polovica jih je glasovala proti, se pravi, ker so imeli ločeno zbiranje, so bili za občino Ljubljana, tako da jaz kakšnega posebnega upanja jim ne dajem, čeprav bi pa rekel, navijam za njih, da bi jim uspelo. Gospod Žagar, kakšne zaključke ste potegnili iz analize volilnih rezultatov? No, analiza rezultatov je pokazala, kdo v bistvu je najbolj navdušen za občino Medvode, med tistimi, ki so prepričani za to, a ne. Lepo se vidi, da občina Medvode je uspela samo v strogem centru Medvod in v Pirničah. Se pravi, če gledamo 3 volišča v Medvodah, volišče v Pirničah, a ne, so bili rezultati 61%, 56%, Smlednik, ne, ki so želeli svojo občino, porazni rezultati, bi rekel temu, ne, 37% za. Potem zanimivo, na Topolu so glasovali proti, sicer tam nekje na polovici, a ne, Preska 49,5, točno v tistem povprečju, kot je povprečje cele občine, Spodnja Senica samo 33%, ne. Zbilje, ki nikoli niso marale Medvod, pravijo, da so se zaradi tega odcepili, samo 38%, ne. Jaz bi rekel, samo Pirničani, Medvoščani in Preščani nekako lih nekje na polovici, a ne, so glasovali za medvoško občino. Če pa zdaj primerjamo volilno udeležbo, ki je bila okrog povprečno 55%, pa če vidimo, da so bili rezultati 50%, pomeni, da je samo 25% ljudi v Medvodah za občino, se pravi samo vsak četrti, a ne. To pomeni, da je rezultat neverjetno porazen. Potem, ko slišiš, da so jim občina ukradli, da je ves denar se odlival, a ne, in tako da
meni določene zadeve so nerazumljive. Državni zbor Republike Slovenije je na eni izmed prejšnjih sej sprejel sklep, da projekt lokalne samouprave le ni za staro šaro. Tako je določil, da bodo lokalne volitve v nove slovenske občine 4. decembra letos. Če si nekoliko osvežimo spomin, so referendumi za ustanovitev novih občin v večini slovenskih krajev neslavno propadli z velikim odstotkom negativnih oziroma novim občinam nenaklonjenih glasov. Tudi referendum o ustanovitvi nove občine Medvode je na veliko začudenje nekaterih klavrno propadel. Razlogi in ugotovitve, zakaj tako, so leteli z vseh strani. Kakorkoli že, za vse, ki niste vedeli, so bili ti referendumi poizvedbene narave, kar v principu pomeni, vprašaš me lahko, briga pa te nič. In na osnovi tega principa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel sklep o volitvah v nove občine, ki bodo decembra. Vsekakor je pozitivno, da bodo na ta način razpustili občinske organe, ki se že več mesecev sploh ne sestajajo ter kradajo čas in denar nam davkoplačevalcem. Kot verjetno že veste, bosta poglavitna organa novih občin občinski svet in župan. Po zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij mora biti najmanj 5 svetnikov v volilni enoti, število volilnih enot pa se oblikuje glede na število prebivalcev in s tem posledično glede na število svetnikov. Za Medvode je tako predvideno 22 svetnikov, ki bodo predstavljali občinski svet in bodo voljeni proporcionalno, kar pomeni, da bo v posamezni volilni enoti več volilnih list. Lahko boste izbirali med listo ali pa posameznimi kandidati na njih. Na osnovi zakona o ustanovitvi občin je volilna komisija občine Medvode 11. oktobra sprejela sklep o določitvi volilnih enot. Volilne enote bodo 3, in sicer volilna enota številka 1 Smlednik, ki obsega območje krajevne skupnosti Smlednik, krajevne skupnosti Pirniče in krajevne skupnosti Zbilje. Voli se 8 članov občinskega sveta. Volilna enota številka 2 Medvode, ki obsega območje krajevne skupnosti Medvode in krajevne skupnosti Senica. Voli se 6 članov občinskega sveta. Volilna enota številka 3 Preska, ki obsega območje krajevne skupnosti Preska, krajevne skupnosti Trnovec-Topol, krajevne skupnosti Sora, krajevne skupnosti Vaše Goričane in voli se 8 članov občinskega sveta. In že tukaj se prične predvolilni ples zainteresiranih političnih strank. Z volilnimi enotami niso zadovoljni krščanski demokrati, zato so posredovali ogorčeno izjavo za javnost in okričeče naslovili, kako je mogoče. Spor je nastal zato, ker je volilna komisija določila samo 3 namesto 4 volilnih enot, kot je to predvidel Državni zbor. Citiram del njihove izjave za javnost. S to odločitvijo se bistveno zmanjša vpliv volivcev na izvoljene predstavnike v občinskem svetu. Smatramo, da je bila zaradi ozkih interesov, tudi osebnih, s tem bistveno prizadeta demokratičnost volivcev. Konec citata. Nažalost niso zapisali, kdo se skriva za osebnimi interesi. Politika je pač vedno bila in bo nekje vmes med da in ne. Tudi prizadeti v tem primeru si ne upajo naliti čistega vina, pač pa si pretakajo in natakajo kalni mošt. Državni zbor je na svoji seji 27. septembra sprejel zanimiv zakon o volilni kampanji. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja. Torej lahko pričakujemo glavni udar lokalnih političnih strank od 4. novembra dalje. Zakon določa, da morajo javna glasila najkasneje 45 dni pred volitvami določiti pravila za izrabo programskega časa. Tudi naša televizija je že sprejela tak pravilnik in vse zainteresirane stranke pozivamo, da se nam oglasijo ter si ga preberejo. Vsak organizator volilne kampanje mora odpreti poseben račun in po volitvah predložiti poročilo o vseh izdatkih za kampanjo. Le-ti pa ne bodo smeli biti višji, kot jih določa 20. člen tega zakona, ki pravi, da se sme porabiti največ $30 na posameznega volilnega upravičenca. Ali se bodo stranke teh zneskov res držale, bomo videli po intenzivnosti predvolilnega boja. Na osnovi vsega povedanega se nam obeta vroča občinsko volilna zima. Ne pustite se več voditi za nos, pač pa poglejte za nazaj, koga ste volili in ali je še vreden vašega zaupanja. Naj vas ne zavedajo pompozni plakati, shodi in govori, pač pa naj vaši odločitvi botruje razum. Za konec lahko rečem samo še srečno plovbo v nemirnih predvolilnih občinskih vodah.
Lokalne volitve 94 se nam nevzdržno približujejo. Predvolilni golaž se tudi v Medvodah pridno in neutrudno meša, vedno bolj postaja tudi pikanten. Takšni in drugačni zbori, shodi in prireditve se nizajo ena za drugo. Na njih vam po običaju obljubljajo vse, vendar pa odločiti se morate sami, pravijo. Ja, vi že veste, kdo je vaš in tako je tudi prav. Glede na vsa naša in ostala obvestila, sedaj prav gotovo že veste, da bo v občinskem svetu sedelo 22 svetnikov, ki jih boste izvolili vi. Voljeni bodo proporcionalno, kar pomeni, da bo v posamezni volilni enoti več volilnih list. Večina list bo strankarskih, ena pa bo tako imenovana neodvisna. V njej so združene 3 vaške liste in glasovi se bodo med njimi prelivali. Na lističu, ki ga boste prejeli na dan volitev, po odločitvi v državnem zboru, ne bo napisanih kandidatov pri posameznih strankah. Torej, napisane bodo samo politične stranke. Vendar pa boste lahko posameznemu kandidatu na listi dali preferenčni glas, kar pomeni, da ste mu pri končnem številu vseh glasov za posamezno stranko dali prednost. Če tega preferenčnega glasu ne napišete, gredo vsi glasovi avtomatsko prvemu na listi. Ko ta zbere dovolj glasov, se glasovi prelijajo k drugemu na listi in tako dalje, dokler ne zmanjka vaših glasov, ki ste jih namenili neki stranki. Želel sem vam pojasniti način razporejanja glasov, vendar pa je matematično tako zapleten, da na koncu še sam nisem prepričan, če bo moj glas res šel pravemu na listi. To je seveda malo za šalo, malo za res. Vas zanima, katere stranke se neutrudno mešajo v medvoškem predvolilnem golažu? Po vrstnem redu, tako kot bodo napisane na glasovnem lističu, so Liberalna demokracija Slovenije, Demokrati Slovenije, Zeleni, Narodni demokrati in Slovenska nacionalna desnica, Slovenska nacionalna stranka, Slovenski krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka, Združena lista socialnih demokratov, Nestrankarska lista in kot zadnje na spisku Socialdemokratska stranka Slovenije. Kar pester izbor 10 list. Vendar pa odločitev sploh ne bo težka. Vi boste volili samo vaše. Gotovo vas zanimajo tudi kandidati za bodočega župana naše občine Medvode. Na srečo so samo 4, vendar pa tisti, ki jih poznajo, pravijo, da bo župan izvoljen šele v drugem krogu. Kakorkoli že, na lističu bodo po naslednjem vrstnem redu. Aleksander Mrak, kandidat Liberalne demokracije Slovenije, dr. Jože Duhovnik, kandidat SKD-ja, Alojz Izlakar, kandidat Združene liste socialnih demokratov in Stanislav Žagar, katerega je predlagal Roman Debeljak in skupina volivcev. Tudi tukaj odločitev sploh ne bo težka, saj vi svojega prav dobro poznate. Še obvestilo za tiste, ki boste na dan glasovanja 4. decembra odsotni iz kraja stalnega bivališča. Predčasno lahko date svoj glas v torek, sredo in četrtek, to je 29., 30. in 1. decembra na sedež krajevne skupnosti Medvode, cesta komandanta Staneta 12. Volišče bo odprto od 9. do 17. ure. Podati pa boste morali tudi izjavo, da se 4. decembra ne morete osebno udeležiti glasovanja na volitvah. Kot sem že omenil, do volitev je še 10 dni. Če se zanimate za politiko, jih izkoristite tako, da se bo volilni golaž mešal še hitreje, na večji temperaturi in z najvišjim številom pekočih začimb. Če pa vas predvolilni boj ne gane, izkoristite svoj prosti čas tako, kot samo vam ustreza. V nedeljo pa le pojdite na volitve in oddajte svoj glas. Ja, saj veste komu. Naj vam najprej osvežimo spomin. Prejšnji teden smo na teletekstu najprej objavili obvestilo o tem, da so Medvode za namen novih lokalnih volitev, ki bodo 4. decembra, razdeljene na 3 volilne enote. To je dejstvo, ki politično neosveščenim ljudem sicer bolj malo pove, za strankarsko dejavne pa je to podatek z veliko globjo vsebino. Občinski odbor SKD Medvode je tako objavil obvestilo za javnost, v katerem se sprašuje, kako je to mogoče, oziroma, če citiram. Začetek citata. 11.10.1994 sta izvršni svet in volilna komisija občine Šiška določila, da bodo za volitve na področju občine Medvode 3 volilne enote, namesto 4, kljub možnosti, ki jo je za to dal državni zbor.
S to odločitvijo se bistveno zmanjša vpliv volivcev na izvoljene predstavnike v občinskem svetu. Naša zavzemanja za večje število enot so bila kljub tehnim argumentom preglasovana. Smatramo, da je bila zaradi ozkih interesov, tudi osebnih, s tem bistveno prizadeta demokratičnost volitev. Za nastale posledice ne moremo prevzeti odgovornosti. Konec citata. Kdo naj bi se prepoznal v vlogi rušitelja demokratičnosti volitev, nam manj politično osveščenim najbrž ni jasno. Jasno pa je, da se nekateri bojijo, da bi v takšni vlogi prepoznali ravno njih. Občinska volilna komisija je organ, ki skrbi predvsem za zakonitost volitev. Občinska volilna komisija je v skladu z navodilom Republiške volilne komisije dolžna predlog, ki ga posreduje izvršni svet za delitev občine na volilne enote, sprejet takega, kot ga je predlagal izvršni svet. Lahko ga mogoče zavrne, spremeniti ga pa ne more. Razdelitev občine na volilne enote je strokovno-politična zadeva, volilna komisija pa kot nek nadzorni organ ne sme posegati v vsebino. Tako da je treba jasno povedati, da volilna komisija je napačni naslov. Na volilno komisijo se je neumestno in neustrezno zvračati kritike, da je zagovarjala kakršnekoli osebne interese. Glede same postopka, kako pa je izvršni svet prišel do predloga, ki ga je komisiji posredoval, bi pa povedala tole. Najprej so strokovne službe občine seveda upoštevale zakon o lokalnih volitvah, ki določa pogoje in kriterije za oblikovanje volilnih enot. Prvi tak kriterij je, da se v volilni komisiji voli najmanj 5 članov občinskega sveta. Naslednje določilo, ki je važno, pa pravi, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Nadalje moramo vzeti kot kriterij ali pa kot eno osnovo še krajevne skupnosti, ki so bile temelj razdelitve občine na volilne enote. Vedeti morate, da se priporoča strani Republiške volilne komisije, naj se volišča določijo na standardnih tradicionalnih krajih. Skratka, da vsa volilna opravila, da se opravljajo tam, kjer so se opravljala. Torej je potrebno upoštevati standardna mesta za volišča, potem vzeti za osnovo delitve na volilne enote krajevne skupnosti. In to so strokovne službe tudi poštevale, ko so pripravile 5 različnih variant za delitev občine Medvode na volilne enote. Teh 5 različnih variant. Po 3 variantah je občina Medvode razdeljena na 4 volilne enote, po 2 variantah pa je razdeljena na 3 volilne enote. Teh 5 variant je bilo posredovano vsem političnim strankam, ki imajo svoje poslance v občinski skupščini, in te so se pač različno opredelili do posameznega predloga. Do prve variante, ki občino deli na 4 volilne enote, značilnost je, da recimo krajevno skupnost Smlednik loči od krajevne skupnosti Pirniče, to bi bila taka značilnost, se je opredelila, oziroma za to varianto se je opredelila Socialdemokratska stranka. Za tretjo varianto, ki bi jo jaz opredelila, da je značilnost, da vse manjše krajevne skupnosti, Vaše Goričane, Trnovec Topol, Senica, Zbiljak, Sora, povezuje v eno volilno enoto, torej za to varianto so se opredelili Slovenski krščanski demokrati. Za četrto varianto se je opredelila Združena lista socialdemokratov in za 5. varianto 3 volilne enote, taka je bila tudi sprejeta, se je pa opredelilo oziroma za njo zavzelo največ političnih strank v občini. Tako so se za njo odločili Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije, Liberalna stranka, Slovenska nacionalna desnica in Narodna stranka. Izvršni svet je, glede na to, da so bile vse variante možne, zakonite, izvršni svet je potem volilni komisiji predlagal to 5. varianto
in volilna komisija jo je z večino glasov, z enim glasom proti, sicer sprejela. Dejstva so, strokovne službe občine so izdelale 5 možnih in regularnih variant za razdelitev medvod na volilne enote. Potrjena je bila tista, za katero se je odločilo največ političnih strank. Ali se za to odločitvijo skrivajo regionalni interesi, v smislu volilne enote je potrebno oblikovati tako, da bodo vse krajevne skupnosti imele po volitvah možnost vplivanja na občinsko politiko, ali pa so bile oblikovane po načelu volilne enote morajo biti oblikovane tako, da bo naša stranka imela največ moči v novi občini, to se najbrž nima smisla spraševati. Pomembno je le to, da se stranke, ki jim je v predvolilnem boju vse jasno, po volitvah le ne bi znašle v megli, kajti iti se pravo novo občino ne bi smelo biti mačji kašelj. Po neuradnih podatkih, dragi volivci in volivke, najbrž že veste, kdo bo zastopal vaše politične interese in interese vašega kraja v novem občinskem svetu. In najbrž tudi veste, kdo bo županoval naslednje 4 leta. Da pa bi neuradni podatki postali uradni, za to bo poskrbel Sandi. Po napornem mesecu dni, v katerem so nas stranke bombardirale s svojimi obljubami, smo le dobili novo občinsko oblast. Oblast, katero ste izvolili vi in bo posledično zastopala vaše interese prihodnja 4 leta. Uradne rezultate ste si že lahko prebrali na medvoškem teletekstu, pa jih vseeno ponovimo. Udeležba na volitvah je bila 68,58%. Slovenski krščanski demokrati so dobili 5 sedežev, Socialdemokratska stranka je dobila 4, Liberalna demokracija Slovenije 4, Združena lista socialnih demokratov 2, Slovenska ljudska stranka 2, Neodvisne liste 3 ter Zeleni in Slovenska nacionalna stranka po 1 sedež. Novi svetniki so predstavniki Slovenske krščanske demokracije, Jože Duhovnik, Janez Iskra, Jernej Petač, Janez Šušteršič in Miro Debeljak. Predstavniki Socialdemokratske stranke Slovenije, Demetrij Ljubelšek, Anton Lah, Ljubomir Jamnik, Janez Burgar. Predstavniki LDS, Aleksander Mrak, Peter Militarov, Matjaž Rozman in Ferdinand Trupej. Predstavniki Združene liste socialnih demokratov, Alojz Izlakar in Dušan Brekič. Predstavnika Slovenske ljudske stranke, Štefan Čebešek in Ivan Žerovnik. Neodvisni kandidati, Roman Tehovnik, Blanka Rožanc in Vanja Debeljak. Zeleni Jože Lučniškar in Slovenska nacionalna stranka Emil Luštrik. Novi in prvi župan občine Medvode je znan že od nedelje, to je gospod Stanislav Žagar. Dobil je večino že v prvem krogu in sicer 59,74%. Gospod Žagar je zmagal v vseh volilnih enotah. Kratka analiza volilnih rezultatov nam pokaže zanimiva dejstva. Pri neodvisnih listah je zanimivo predvsem to, da njihove predstavnike niso izvolili tam, kjer so kandidirali, pač pa na sosednjih voliščih. Tako so nestrankarsko listo za Senico močno podprli v Medvodah, spletniško listo pa v Pirničah. Viden je tudi močan zasuk na tako imenovano desno politično stran. Veliki zmagovalci lokalnih volitev so poleg slovenskih krščanskih demokratov, ki so dobili 20% vseh glasov, še Socialdemokratska stranka, ki je dobila 16,3% glasov. Če pogledamo rezultate prejšnjih volitev, kjer so slovenski krščanski demokrati dobili 13%, Socialdemokratska stranka pa samo 3%, je to velik napredek. Najbolj je na Medvoškem nazadovala Liberalna demokracija, ki je skupaj s svojimi partnerji na prejšnjih volitvah dobila preko 35% glasov. Na lokalnih volitvah pa so jih dobili samo 15%. Na zadnjih državnih volitvah so levo-sredinske stranke dobile 73% glasov, na lokalnih volitvah v nedeljo pa so 76% glasov dobile stranke desno od sredine. Tako se je v Medvodah kot tudi v Sloveniji spremenil politični zemljevid. Nov občinski svet se bo po napovedih sestal še pred novim letom. Njihova najpomembnejša naloga bo prav gotovo sprejem statuta in proračuna. Kakšne pa so možne povezave oziroma tako imenovane koalicije? Če stvar prenesemo iz državnega nivoja na lokalni, bi se morale povezati Slovenski krščanski demokrati, Liberalna demokracija in Združena lista socialnih demokratov. Skupaj bi imeli 11 glasov. To je ravno polovica vseh svetnikov.
Možna je tudi povezava SKD, SDSS in SLS, skupaj torej zopet 11 glasov. Kot je videti, velike stranke le nimajo potrebne dvotretjinske večine. Sedaj pa se bo začel boj za glasove neodvisnih, zelenih in Slovenske nacionalne stranke. Kakšen bo končni razplet, niti ne vemo, niti ga nočemo preveč napovedovati. Čas bo kmalu pokazal pravo lice strank oziroma tako imenovanih neodvisnih kandidatov. Naša televizija je po mnenju mnogih kandidatov volitve spremljala nepristransko in korektno. Gledanost soočenj za svetnike in župana je bila zelo velika. Veseli nas, da smo tako gledani. Moramo poudariti, da smo tudi edini medij, ki je popolnoma spremljal volitve. V prihodnje bomo vsaj enkrat na mesec pripravili razgovor z županom ali svetniki. Vi boste seveda lahko neposredno sodelovali na takih okroglih mizah tako, da boste poklicali po telefonu. Kakorkoli že, novo oblast imamo, sami smo jo izvolili in lahko le upamo, da bodo stranke izpolnile le delček tistega, kar so obljubile. Za konec naj jih še upozorim, da morajo po določbah zakona o volilni kampanji po končanih volitvah odstraniti vse plakate, v nasprotnem je zagrožena visoka kazen za kršitelje. V državni zbor morajo po 3 mesecih podati tudi zaključni račun porabe sredstev za volilno kampanjo. Več kot polovica vseh tistih, ki so se v nedeljo odpravili na volitve, so se odločili in dali glas za vas. Gospod Žagar, ste pričakovali tako prepričljivo zmago? Če bi rekel, da sem pričakoval, bi bilo to zelo neskromno. Na podlagi tega pa, da sem pri kandidaturi brez težav zbral 200 podpisov, sem se nekako nadejal dobremu izidu. Poglejte, pa ste imeli mogoče za možni drugi krog volitev za župana še kakšen skrit adut v žepu? Ne, jaz nimam nikoli nič skritega v žepu. Jaz poznam po tem, da direktno obraz vse povem, da je, če tista okrogla miza vse vprašala, pa če bi še naslednje okrogle mizi, ki je bila menda tudi predvidena, še kaj več vprašali. Ne da se skriti. Pri takem kraju, ko vse poznajo, se ne da nič skriti. Poglejte, zmagali ste kot neodvisni kandidat in tudi vse 3 neodvisne liste, ki seveda imajo svoje politično prepričanje, imajo svojega predstavnika v novem občinskem svetu. Kako si vi razlagate takšno naklonjenost volivcev do teh neodvisnih? No, predvsem to, da je pisalo nestrankarska. Vse ankete so kazale, da 30% ljudi ni opredeljenih. Čeprav so nekatere stranke dobile veliko, okoli 20%. Pa vendar ljudje so nekako bolj zaupali saj tistim, ki so se na papirju opredelili za nestrankarske. Na teh listah so bili ljudje, ki so v svojem osebnem poklicu uspešni in ljudje so rekli, če je pač v privatnem življenju uspešen, bo pa tudi kaj koristnega naredil za občino. Je tudi vam pomagalo to, da ste bili neodvisni kandidat? Mislim, da tudi. Poglejte, kako nameravate konstituirati upravo in seveda organe nove občine? In čeprav to ni odvisno od vas, kdaj lahko pričakujemo prvo sejo in kje? No, seje občinskega sveta res ne bodo zdaj odvisne od mene. Kot veste, svet je posvetovalno telo, ki na predlog župana sprejema občinske akte. Kot sem se seznanil danes, bo predsednica volilne komisije, sodnica Nino Betito, sklicala prvi zbor 20. decembra, to je torek, v tem kulturnem domu, imenovanem Dom Svobode ali po domače Kinodvorana. Prvo sejo bo do izvolitve predsednika sveta vodil najstarejši poslanec, mislim, da je to gospod Lah, če pa ni, naj mi oprosti. Potem pa, kakor se bodo stranke med seboj dogovorile, predvideno je, da bi se sprejeli začasni statutarni akti, to se pravi, da se podaljša veljavnost obstoječih odlokov, ki veljajo za območje Ljubljane Šiške, da se lahko delo nadaljuje. Kar se pa tiče upravnih organov, je pa seveda dovoljen čas 3 mesecev do novega statuta, v tem času naj bi se pa vse te zadeve uredile. Poglejte, poznamo vas kot moža dejanj. Asfalt, ceste, mostovi in še kaj. Za katero konkretno stvar se boste kot novi župan občine Medvode, nove občine Medvode zavzemali? Katera bo tista prva stvar, ki jo boste speljali? Da je prva konkretna stvar, bi lahko rekel,
se bo začela zdaj čez 30 minut, ko sem povabil vse tiste, ki so me uradno ali neuradno podpirali ob kandidaturi v gostišču Sova, da se jim nekako zahvalim na skromen način, in tudi tiste, ki jih mi ni uspelo danes na hitrico v tej naglici povabiti. Vabim, da se nam pridružijo. Ostale bolj konkretne zadeve bi pa moral z listka prebrati in bi rekel, predvsem je treba dokončati vse projekte, ki trenutno tečejo. To je dokončanje izhodne rampe na Gorenjsko cesto pri Donitu, ureditev prometa okrog banke in pošte. Apeliram z tega mesta na ljudi v Zbiljah, da končno dajo soglasje za razširitev ceste v Zbilje, ker pogodba je podpisana, ampak ne moramo začeti delati. To se redko zgodi, da je pogodba podpisana, pa ne moramo delati, ker ljudje ne dajo soglasij. Mislim, da so predvolilne kalkulacije ali seštevanja odpada, da zdaj apeliram njih, da soglasja dajo, da začnemo. Pa morda v tem mestu slavnostno otvoritev Perniškega pokopališča. Najbolj konkretna akcija je pa seveda magistralna cesta M1, te nemogoče razmere, kaj se bo dalo na tem narediti. Na Rucu imamo že napovedanih nekaj sestankov. To bi mogoče na ne preveč kratek način bile prve akcije nove občine. Danes ob 16. uri se je pričela prva seja občinskega sveta občine Medvode. S tem se je obrnil nov list v zgodovini Medvod. Da bo konstituiranje nove občine, pa čeprav ima tradicijo izpred 30 let, težak zalogaj se je izkazalo že na prvi seji občinskega sveta. Svetu naj bi predsedoval najstarejši svetnik gospod Žerovnik, leta pa je to častno funkcijo zaupal drugemu najstarejšemu gospodu Antonu Lahu. Leta pa je danes imel precej nečastnega dela. Zataknilo se je namreč že pri dnevnem redu. Kar naenkrat sta bila dva dnevna reda. Prvi kot delo strokovnih služb in starega in hkrati novega župana gospoda Stanislava Žagarja, ki je predvideval sprejetje tudi nekaterih sklepov, kot na primer sklep o financiranju nove občine. Drugi dnevni red, ki je nastal na osnovi dogovora med SKD, LDS in SDSS. Ta pa se je držal nekako ustaljenega voznega reda. Po 20 minutah replik, prigovorov in ugovorov so se svetniki odločili za 20-minutni time-out. V teh 20 minutah je nastal tretji kombinirani dnevni red, ki pa kljub vsemu ni prenesel nadaljne procedure. V končni fazi so svetniki sprejeli prvi dnevni red predlagatelja Stanislava Žagarja, ki se je glasil. Prva točka dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti. Druga točka, sprejem začasnega poslovnika občinskega sveta občine Medvode. Tretja točka, izvolitev komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Četrta točka, poročilo občinske volilne komisije občine Medvode o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta in za župana občine Medvode. Peta točka, potrditev mandatov članov sveta občine Medvode in županu. Šesta točka, sprejem statutarnega sklepa občine Medvode. Sedma točka, sprejem sklepa o načinu financiranja občine Medvode. Osma točka, sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995. In deveta točka, izvolitev predsednika in podpredsednikov sveta občine Medvode. Tako je iz dnevnega reda izpadla predvsem točka imenovanje komisije za pripravo statuta občine in poslovnika sveta. Potem, ko je bila ugotovljena sklepčnost, prisotni so bili namreč vsi svetniki, so prišli na drugo točko dnevnega reda, sprejem začasnega poslovnika. Ponovno sta bila na voljo dva poslovnika, prvi z obrazložitvijo Stanislava Žagarja in drugi strani SKD, LDS in SDSS. Potem, ko so se svetniki prebili skozi vse člene začasnega poslovnika, potem, ko so člani SKD in LDS predlagali vse amadmaje in ko so bili le ti v veliki večini sprejeti, je ob končnem glasovanju o sprejetju začasnega poslovnika ponovno nastopila dilema. Ali se poslovnik pa čeprav začasni sprejema z dvotretjinsko večino vseh prisotnih ali z dvotretjinsko večino vseh članov. Kar pa je bilo v tem primeru zgolj vprašanje principa, kajti tako ali tako so bili prisotni vsi. Kakorkoli že,
Svetniki niso sprejeli začasnega poslovnika, s katerim naj bi se uredilo konstituiranje občinskega sveta. S tem pa je bila prva seja občinskega sveta na 2. točki dnevnega reda za danes končana. Poglejte, gospod duhovnik, kakšen je vaš komentar današnje prve seje občinskega sveta, glede na to, da se je seja končala pri 2. točki dnevnega reda? Ni mi vseeno, zaradi razpleta, kakršen se je zgodil na današnji seji, saj so 3 stranke, Socialdemokrati, Liberalna demokracija Slovenije in pa Slovenski krščanski demokrati, pred to sejo pripravili nekaj koordiniranih priprav, zato da bi to sejo v miru in čim hitreje končali. Ko smo prišli na sejo, je bilo pripravljeno gradivo, ki je imelo povsem drugačno konotacijo, kot pa smo si mi želeli. Mi smo želeli samo to, da bi ta seja minila v pripravi oziroma podelitvi mandatov, opredelitvi vrha sveta in potem priprava za nov statut in poslovnik. Želeli smo, da bi s to sejo današnjo končali, pa se je zgodilo ravno obratno, in ker je bil siljen dnevni red z kopico novih točk, predvsem pa me je kot krajana zmotila točka, ki je po enem letu ponovno naj bi verificirala z novim občinskim svetom nov davek na mestno zemljišče. Smatral sem, da bi nov občinski svet moral imeti bolje pripravljeno gradivo in na osnovi tega gradiva se odločati, kaj bo s tem denarjem. Poudarjam, da ta denar letos nismo odvajali v občino Šiška. Kako pa vi predvidevate, kako se bodo stvari sedaj odvijale naprej? Prepričan sem, da bo treba se pogovarjati. Mi smo izkazali, če se zdaj postavim kot Slovenski krščanski demokrati, in osebno sem smatral, da se je treba dogovoriti in pripraviti sejo, da bojo vse seje normalne, tako kot so bile seje v Šiški. Vendar ponovno se je pokazala slika izpred 4 let. Zapletanje na samem začetku z izseljevanjem, ki bi moralo imeti sigurno neko konotacijo. Upam, da se bo ta zgodba, ta občinski svet sestal čim prej, res pa bi želel osebno, da se sestanemo vsi tisti, ki predstavljamo na tak ali drugačen način, recimo temu liderje v svetu, in da bi v miru pripravili dnevni red in ga tudi spravili pod streho nov občinski svet za novo občino Medvode. Sicer pa, dragi gledalci, v naslednjih 2 urah si lahko pogledate, kako je izgledala prva seja občinskega sveta Medvode, oziroma kako naj ne bi izgledala prva seja občinskega sveta. V četrtek 5. januarja se je nadaljevala seja občinskega sveta občine Medvode, ki se je začela 22. decembra lani. Kot veste, se je prekinila po 2. točki dnevnega reda, ko ni bil sprejet začasni poslovnik in tako ni bilo osnove za nadaljnje delo. Že takoj na začetku je prišlo do tako imenovanega proceduralnega zapleta, ko so svetniki krščanske demokracije spraševali, ali je bila prejšnja seja prekinjena ali zaključena, ter ali so sedaj na novi seji z novim dnevnim redom. Opirali so se na besede gospoda Laha, ki je na koncu seje dejal, da je zaključena. Zopet se je vnela burna razprava, na kateri so mnogi zahtevali, naj se preneha s formalizmom in se prične z delom. Po približno 1 uri so izglasovali, da je bila prejšnja seja samo prekinjena. Zopet pa je prišlo do zapleta, ko so svetniki SKD podali svoj osnutek poslovnika. Vendar so bili preglasovani in na koncu je bil celoten poslovnik z vsemi amandmaji sprejet 2/3 večino. Zanj je glasovalo 19 od 21 prisotnih svetnikov. Tukaj je bila opažena tudi prva razpoka v vrstah SKD-ja. Vsi njihovi svetniki namreč niso glasovali enotno. Nadalje je bil sprejet sklep o tem, da se denar občine Medvode ne nakazuje na ločen račun mestne občine Ljubljana, pač pa na ločen račun občine Medvode. Pojavljala se je tudi zahteva po sprejetju proračuna, vendar pa so svetniki ugotovili, da je to vseeno prevelik zalogaj za to sejo. Velik problem bo tudi nadzorovanje poslovanja občine, s tem pa tudi zaupanja do župana, za katerega se sedaj še ne ve natančno, ali bo, kot je sam izjavil gospod Žagar, majhen uradniček ali pa župan z nekimi pooblastili. Sprejet je bil tudi statutarni sklep, ki je neke vrste začasni statut občine Medvode. S sprejetjem tega dokumenta je občina Medvode uradno pričela delovati.
Sprejet je bil tudi osnovni vir financiranja, to je točka prispevka za stavbno zemljišče. Ta je za dobrih 20% večja, kot je bila lansko leto. Sprejetju povečane točke je nasprotovala edino svetniška skupina SKD. Na koncu so bile izvedene volitve za predsednika sveta in 2 podpredsednika. Za predsednika je bil z večino izvoljen gospod Demetrij Ljubelšek SDSS, ki je dobil 14 glasov, gospod Janez Iskra SKD 6 in Miro Debeljak nobenega glasu. Za podpredsednika sta bila izvoljena gospod Aleksandar Mrak LDS in gospod Roman Tehovnik neodvisni. In kakšen je skupek vtisov po prvi seji? Generalno gledano je prav gotovo prišlo do globokih osebnih zamer med nekaterimi svetniki. Po volitvah je bila največkrat omenjena koalicija SKD, LDS, SDSS in Zeleni. S tako kombinacijo so imeli dvotretjinsko večino in bi lahko brez ovir vodili občino. Vendar pa se je že takoj na začetku pokazalo, da ta koalicija ne bo obstala, saj je SDSS glasovala drugače kot SKD in LDS. Vendar pa so imeli še dovolj moči, da so preprečili sprejetje začasnega poslovnika. Od tu naprej je šlo vse svojo pot. SKD je bila, kot so sami izjavljali, zavestno otrgana od informacij in dogovarjanj. Ostale stranke so se tajno dobile na tako imenovani pirniški konferenci, na kateri so se dogovorile, da bodo skupaj delovale in odrinile SKD. Ampak tukaj se pojavlja morala ali držanje obljub volivcem. Stranke pomladi SDSS, SLS, Zeleni so v svojih sporočilih zagotavljale, da se ne bodo povezovale z LDS in Združeno listo socialnih demokratov, ker sta to stranki, ki združujeta neokomunizem in evropski liberalizem. Predvsem dejavni so bili v stranki SDSS. Prav to pa se je zgodilo na pirniški konferenci. Vsi v en glas zagotavljajo, da je to vse v dobro občine in ljudi. Oprostite, ampak ali vam ne zvenijo te besede poznano iz naše zgodovine? Kakorkoli že, lahko gre za resnična zavzemanja, lahko pa gre tudi samo za krinko pred učitajočimi pogledi volivcev. In kakšna so sedaj razmerja moči v občinskem svetu? SKD je sedaj potisnjena v opozicijo, čeprav so na volitvah dobili največ glasov. Ostali so tudi brez vseh funkcij, razen seveda vodstev v morebitnih odborih. Župana so na volitvah podprle stranke pomladi, predsednik sveta je član SDSS, podpredsednika pa LDS in neodvisni. Začetek in porodni krči občine so bili zelo težki in dolgotrajni. Tako oblast smo izvolili za prihodnja 4 leta in lepo bi bilo, če bi se svetniki, vsi skupaj seveda, zopet usedli za mizo ter se dogovorili o skupnem sodelovanju. Če je kdorkoli mislil, da se bo v Medvodah izvajala visoka politika, se je seveda močno uštel. Že sama zasedba svetnikov tega ne dopušča, kaj šele področje delovanja občine. Spoštovani svetniki, poskrbeti boste morali za višjo kvaliteto življenja ljudi, kakor je zapisano v zakonu o lokalni samoupravi. Samo to bo štelo na prihodnjih volitvah. Gospod Mitja Ljubelšek oziroma Demetrij Ljubelšek, vi ste prvi predsednik občinskega sveta Medvode. S tem je bila tudi prva seja zaključena. Kakšen je vaš komentar na to sejo? Ja, jaz sem po seji in pa tudi danes izredno vesel, da smo to porodno sejo s porodnimi krči spravili skozi ta sprejeti dnevni red in s tem smo tudi formalno in pravno odprli možnost, da je ta občina ne samo papirnata občina, ampak da je dejansko občina Medvode, da se lahko začne z nadaljnjimi naslednjimi aktivnostmi. Gospod Žagar, kakšen pa je vaš komentar seje kot župana občine Medvode? Naprimer, večkrat je bila omenjena tudi neka pirniška konferenca. No, pravilno ste vprašali, jaz lahko sejo res lahko samo komentiram, ker pač nisem član sveta, moj komentar je tak, da na začetku so vse stvari nekako bolj zapete, bolj nasprotujoče, mogoče tudi a priori veliko stvari se dogaja, ne? Ampak vseeno ta se je prišla do konca, zvolili so predsedstvo sveta in tudi vse delovne točke so šle skozi, tako da bi se rad zahvalil vsem poslancem, tudi tistim, ki so pač glasovali proti, ampak upam, da naslednjič bodo glasovali za. In sedaj so tiste najminimalnejši pogoji, da se delo te občine vrši vsaj v prehodnem obdobju, čeprav morda nekatere moti, da bo to delo potekalo še v prostorih občine Šiška, ampak dol so pač še vse strokovne službe, tako da to ne bo moteče za občane Medvod. Kar se pa tiče velikokrat omenjene pirniške konference, pač to so, veste, insinuacije
Ta pesniška konferenca, ne vem, kakšna konferenca naj bi to bila. Jaz vem, da je bil to zbor poslancev, ne glede na strankarsko pripadnost, ki so želeli, da ta občina ne ostane le na papirju. Mislim, da nihče ni prešteval barv na tisti tako imenovani konferenci in videlo se je, da je na tem konferenci izgleda bilo 17 do 19 ljudi, kajti če ste gledali izide glasovanja, rezultat se je gibal nekako med 17 in 19 od 22. To pomeni, da je bila tam vendar prisotna večina poslancev. Ja. Gospod Lebelšek, kakšna je po vašem mnenju pozicija predsednika sveta v občini? Ja, prvo, kar je, predsednik je ima samo en glas. Pomeni, da je enak med enakimi in ima en glas od 22 glasov. Vendar kljub temu je naloga predsednika, da vodi in koordinira to delo. Na eni strani proti občinski upravi in županu, na drugi strani pa znotraj samega sveta. Tako da tudi jaz, ko si predstavljam, kako bi zadevo zastavil kot predsednik, torej jaz mislim, da bo potrebno, jaz kot predsednik in samo predsedstvo, to se pravi oba podpredsednika, da bomo v prvi fazi v naslednjih mesecih mogli spostaviti pogoje za neko normalno delo tega sveta. To pa si predstavljam to, da bo potrebno prvič spostaviti nek kooperativen, produktiven, korekten odnos z županom in občinsko upravo in na drugi strani zagotoviti, da bomo od teh strokovnih služb tudi dobivali strokovna gradiva, pravočasno ta gradiva, da bomo dobivali, ne da bojo gradiva prihajali direktno na samo sejo. No in naslednja faza je pa ta, da se pa organizira neko normalno delo tega sveta. Ja, katere pa so sedaj osnovne naloge občine od zdaj naprej? Ja, tudi tukaj bi mogli razdeliti zadeve na dva dela. Sigurno je, da nas zdaj v naslednjih 2-3 mesecih čaka težaško delo in sicer bo treba delati na statutu, pripraviti bo treba statut, no in statut je tisti osnovni dokument, zakonski dokument, pravni dokument za našo občino, kjer bojo razvidna tudi pravila igre. Na eni strani, kakšne so naloge župana, pristojnosti in odgovornosti, na drugi strani, kakšne so naloge in pristojnosti sveta. Se pravi, mi smo na tej zadnji seji že sprejeli sklep, da se v naslednjih dnevih na naslednji seji formira ta komisija, to bo 7-članska komisija. Mislimo, da bomo sestavili to komisijo na osnovi strokovnosti, ne na osnovi strankarske pripadnosti. V tej komisiji morajo biti ljudje, ki se na te zadeve spoznajo. Logično, da bomo izkoristili pravnike, kjer imamo, po možnosti, če bo potrebno, bomo poklicali celo zunanje strokovnjake. In po mojem mnenju je logično, da bo član te komisije tudi sam župan. In kako redno naj bi potekale seje sveta? Ja, seje sveta bojo potekale po potrebi, to se pravi, takrat, ko bo prišla določena problematika na dnevni red, bo treba jasno v povezavi z županom pravočasno pripraviti to gradivo, tako kot sem že prej uvodoma povedal, in pa potem tudi sklicati in zadevo na svet obravnavati, dopolniti in sprejeti ustrezne sklepe, ki bojo obvezujoče na eni strani tako za svet, obvezujoče za svet v tem smislu, da za njegove organe, odbore ali komisije, ali na drugi strani obveze za župana in pa občinsko upravo. Gospod župan, kako vidite sodelovanje s svetom oziroma vaše sodelovanje s predsednikom sveta? No, predvsem to je bistveno, kar ste poudarili, sodelovanje, ker na prvi seji moram reči, da se je nekako videlo, tudi na televiziji upam, da so nekateri hoteli, da tega sodelovanja med svetom in županom ne bi bilo. To se pravi, da bi se vmes postavila neka pregrada in potem bi vsak na svojem koncu zedu ali mize tolili v svoj rog. Zato jaz mislim to, kar gospod Lebelšek
dejal, da je to pravilno, predvsem sodelovanje s svetom, to se pravi, občinska uprava pripravlja potrebne pogoje in gradiva za delo občinskega sveta, ker je pa občinski svet zakonodajalec, pač te gradiva, ta material predela, ga dopolni in potem je to zakon. Kajti občinski svet je zakonodajno telo in potem je to za občinsko upravo in seveda tudi za župana zakon. No, kaj pa pomeni sprejem točke prispevka na stavbno zemljišče za samo občino Medvode? No, to za samo občino Medvode prvič pomeni, da bo imela nek osnovni vir prihodka. Če te točke ne bi potrdili, jaz ne bi mogel občinski davčni službi ali nepravilno sem rekel, državni izpostavi, ki domuje v občini Šiška, dati naloge, da začne za leto 1995 izstavljati občanom račune za prispevek za nadomestilo stavbnega zemljišča. In ta vir prihodka bo omogočal, da se že začete akcije na področju komunale nadaljujejo. Govorim predvsem na začetku o začetih akcijah, kajti vse, kar se bo recimo v roku pol leta potem zgodilo, to bodo pa neke na novo začete akcije, nova gradnje in tiste bodo pa seveda začele teči na podlagi sprejetega občinskega proračuna. Tako da tukaj je razlika, moram poudariti. Gospod župan, ali boste imeli uradne ure za ljudi? No, lejte, že 14 dni so me ljudje klicali, če imam uradne ure. Jaz moram reči, da do zdaj jih niti nisem mogel imeti. Šele četrtkova se je dala možnost, ker je bila konstituirana, da začnem z uradnimi urami, čeprav jaz sem bil na razpolago vedno tudi v Šiški. In jaz bom v roku enega tedna, 14 dni, poskušal vsaj vsak torek na lokaciji Medvode nekje, 4 ure uradne ure za občane, zaenkrat bom pa še vedno bival v prostorih nekdanje občine Šiška. Gospod, ja? Jaz bi sam gospodu Žagarju ga bi dopolnil. Na tisto prvo vprašanje, kakšen bo ta odnos med svetom in županom. Jaz mislim, da bo izredno dober in kvaliteten, korekten odnos. Poglejte, ker napačno bi bilo, da bi naši občani dobili vtis, da je v tej občini, Medvoški občini, da sta dve strani, eno je župan, drugo je pa svet, vsak leče na svoj konc. Absolutno napačno. Mogoče je prva seja to malo to kazala, vendar so bili določeni objektivne težave pri prvi seji, tako da jaz jo ne jemljem tako tragično. Tragično bilo, če bi druga seja na isti način se končala. Poglejte, vsi smo bili na teh neposrednih volitvah izvoljeni, da delamo samo v korist občine in občanov. Se pravi, če delamo za te skupne cilje in če je vse tisto, kar delamo, koristno in dobro za občino, pa delamo dobro. Se pravi, ne morata biti dve politike, ne morata biti pozicija in opozicija in tako na svetu kot med svetom in županom ne more biti pozicije pa opozicije, ker vsi delamo za iste cilje. In ni opozicije, tukaj ni politike, pa kle bo, jaz tako gledam, veliko dela, ne pa politike. No, jaz bi rekel, lepe besede so bile izrečene z vajinih ust, upam, da bodo postale resničnost. Sicer pa videli bomo, občina Medvoda je tukaj in mi smo tukaj. Hvala. Hvala. Thank you.